pozdravljeni. Leta sem poslušala različne ljudi, ki imajo zgodbe o bolezenskem stanju rak. In poslušala sem tudi o tem, kako so pravzaprav odhajali na drug konec sveta, zato da bi tam našli drugo mnenje, predvsem pa da bi našli neko upanje, da vendarle je to diagnoza, ki jo lahko presežejo. Zdaj, eni rečejo, da se borijo z rakom, pa moram reči, da nimam glih rada to borbo, ampak da sprejmeš, da korenito spremeniš svoje življenje in potem se spremeni tudi vse ostalo. No in glede na to, da je toliko ljudi zahajalo v tujino, sem bila sama izjemno presenečena, ko sem ugotovila, da je v Sloveniji pravzaprav nekaj takega, zaradi česa ljudje ne rabijo hoditi v tujino. Sem šla na njihovo spletno stran in preden sem prišla noter, sem našla tale tekst. Spoštovani, dobrodošli na spletni strani Centra proti raku CanSafe. V centru se z boleznijo ukvarjamo celostno. Terapija je sistemska, traja 6 mesecev, zahteva temeljite spremembe prehranskih navad in hkrati vključuje naravna prehranska dopolnila proti raku, katere uporabljajo najboljše zasebne klinike po svetu, razstrupljanje telesa, psihoterapijo, energetsko terapijo. Vas spremljamo in vodimo. Zavedajte se, da je boj proti raku težak. Hitre rešitve in čudežne tabletke, ki bi vas na hitro pozdravile, ne obstajajo. Zato, če si želite presežiti raka in ste se pripravljeni močno potruditi za to, vstopite na našo spletno stran tukaj. In mi je tako blazno zanimivo. Čakaj, preden si vstopil na njihovo spletno stran, so ti povedali, lej, če hočeš nekaj narediti, se moraš zavezati temu, da boš resnično sprejel odločitev, spremenil življenjski slog, spremenil hrano, ki jo ješ, dodal tisto, kar dejansko telo potrebuje, zato da lahko opravi vse procese. In če si pripravljen to narediti, potem vstopi in se ti odpre zakladnica takih in drugačnih vsebin. In všeč mi je tudi to, jaz sem potem malce pogledala tim, s katerimi sodelujejo, to so zdravniki, bioterapeuti, zeliščarji, energoterapeuti, ljudje znanimi iz neurolingvističnega programiranja, zaradi tega, ker je tako zelo pomembno ravno ta celostni vidik. In poklicala sem ustanovitelja CanSafe, Draškota, ki ste ga tudi že spoznali. Spoznali smo tudi kužka, ki diagnosticirata raka oziroma tiste prve celice, ki mutirajo v rakasto stanje. In povedal mi je, da nam bo danes zaupal neko dejstvo, neko novo metodo oziroma tudi razumevanje tega, zaradi česar je po svetu dokumentirano, umrlo že kar nekaj ljudi, zdravnikov, ki so to začeli govoriti. Se pravi, kar nek škandal okrog tega oziroma drama, katere so tiste informacije, kaj nam bo zaupal, to boste ugotovili v naslednjih 20 minutah, zato ostanite v naši družbi. Lepo pozdravljen in dobrodošel pa ustanovitelj centra CanSafe na Vrhniki, delujete. Se pravi, o čem bova danes govorila, jaz se nisem mogla konkretno pripraviti, ker tiste dve besede, ki si mi jih poslal, GCMAF, pa naglase, jaz o tem nisem našla nekaj, ne vem kaj, da bi niti knjig, niti ničesar, da bi lahko naredila eno konkretno pripravo. Tako da danes prosim, če me lahko vodiš skozi to, kaj v bistvu to sploh je, oziroma za začetek, kaj boš sploh delil z nami in z javnostjo. Tako. To je ena zelo občutljiva in vroča tema, zaradi katere je čudežno v zadnjih 2 letih umrlo v bistvu od junija 2014 pa do recimo nekje do avgusta 2016. Recimo v dobrih 2 letih je umrlo čez 21 vrhunskih zdravnikov in zdravilcev v Ameriki, pa ne tudi v Ameriki, zadnji je bil v Angliji, pa v Münchnu, pa tako še en je bil potem v Ameriki, tako da 23. Čakaj, a po tej oddaji ti moram jaz zagotoviti kakšne varnostnike? Glejte, jaz pravim tako, če ti je usojeno, ti je usojeno. Glejte, te osebe so, do pred 2 leti se ni vedelo, kaj je nagalejs, kako deluje v telesu, kaj je GCMAF, kako je imunski sistem in tako naprej. V bistvu se je vedelo, ampak se ni v tem smelo javno govoriti.
Te ljudje, ki jih zdaj nažalost več niso, bili vrhunski strokovnjaki, ki so o tem, v bistvu vest jim ni dala, da bi bili tiho, ker so ugotovili povezanost cepiv z imunskim sistemom in z nagalejsom. Zato jih danes ni več. Nažalost. Zdaj, zakaj gre? Dajmo potem povedati prvo, kaj je ta čudežni nagalejs. To je encim, ki ga proizvajajo nekateri mikroorganizmi, ki ga proizvaja tudi naše telo v določenih primerih, ampak rakasta celica se je prilagodila, na ta način je zelo zvita, da ga pa proizvaja v ogromni količini. Nagalejs ima več funkcij, jaz da rečem 3 funkcije. Dobro. Jaz bom zdaj to probal zelo po domače povedati gledalcem, da razumejo, da bo lažje razumljivo. Prva funkcija je, da ko proizvaja ta encim, ga izloča v svojo okolico, ta encim ima delno funkcijo, da zakamuflira rakasto celico. Se pravi, ko pride zraven naš imunski sistem, to so naši limfociti T celice, ki so celice ubijalke rakastih celic, ga zmede, delno jo zmede in gre mimo, jo ne prepozna. Misli, da je to normalna zdrava celica, namesto da jo napade, se lepo odpravi naprej. Druga funkcija nagalejsa je to, da, ker je encim, seveda, da pojet zdravo tkivo okrog raka, zdravo tkivo. Dela sebi prostor rak, da se lahko širi. Ker delitev raka je zelo hitra, zelo velika in rabi prostor, dela enostavno puca. Tako, čisti, ampak v bistvu čisti zdravo tkivo. Zdravo tkivo, se pravi Tako. mikrohranila in vse te Tako. zadeve, kar mi potrebujemo za to, da smo v ravnovesju, da smo zdravi. Tako. In tretja stvar je to, da blokira proizvodnjo GCMAF-a, se pravi, to je ena sinteza kemična, ki se v našem telesu dogaja na ta način, da se D-vitamin veže z določenimi elementi in nastaja GCMAF. GCMAF je pa en budnik, en spodbujevalec našega imunskega sistema, ki ga takole pretrese in reče, halo, zbudi se. Predvsem tukaj gre par komand, se pravi, proizvodnja več limfocitov T, aktivacija limfocitov T, potegne makrofage, zbudi makrofage, pove, kam morajo priti. To so celice, ki požirajo rakasto tkivo. To je en tak budnik, ki zbudi naše telo, hudo, nekaj je narobe, pridi sem, pomagaj. GCMAF, ne? GCMAF, tako. Zdaj, zakaj so ti ljudje umrli, to si lahko preberete na moji internetni strani, to je šlo zdaj po celem svetu ven. V bistvu lobiji, ki so, bi rekel, zaradi katerih so ti ljudje umrli, so v bistvu morda razmišljali, da se bo to dalo utišati, ampak reakcija v svetu je bila totalno kontra. Potem je ta informacija še hitreje šla in zdaj praktično ni, internet je svoje naredil, ni v bistvu enega centra, ni države, v kateri se to zdaj več ne ve, tako da naredili so totalno kontrareakcijo. Ugotovili so to povezanost, da se nagalejs in določeni blokatorji proizvodnje GCMAF-a dajejo v cepiva. In to so začeli dokumentirati javno. In ker so to zdravniki, ne samo zdravilci, je to imelo določeno težo. In lobiji so jih lepo pospravili enega za drugim. Ok, če zdaj razmišljava iz strani lobijev, se pravi, da je v človeka nekaj, kar mogoče ne bo reagirali čisto takoj, ampak bo nekaj časa se tenstal, žrl zdravo tkivo kot nek virus, Se pravi, ko dobiš virus na računalniku, tudi včasih šele kasneje izveš, da ga imaš, in potem samo poči ta zadeva in ne veš odkot, ne veš kako, ne veš zakaj. Gre za tiho ubijalko našega imunskega sistema. Se pravi, aktivira se takoj, vendar deluje skozi celo življenje. Se pravi, ohromi naš imunski sistem že od rojstva. S tem, ker blokira proizvodnjo oziroma omeji proizvodnjo GCMAF-a, ker sem pa rekel, GCMAF je pa tisti spodbujevalec imunskega sistema. GCMAF je dober, naglas je slab. Tako.
se pravi, kaj se zgodi? Naš imunski sistem prvo pade, potem ostane celo življenje na enem nizkem nivoju, praktično že po rojstvu ga 50% izgubimo. Potem, ko pa pridejo težje bolezni, ta imunski sistem ni več sposoben se boriti proti tem. In tukaj nastaja problem. Naša vojska, naša policija je s tem ohromljena. In to je dolgoročni namen teh lobijev, kako zmanjšati populacijo, število prebivalcev na tem našem planetu. Vse za pol pravijo, ne? Ja, pravijo tudi več. Bill Gates o tem javno že govori, že o številkah, koliko je to. Tako da to dokazujejo, koliko so ti lobiji dejansko močni. Zdaj, tukaj gre pa samo za ozaveščanje ljudi. Ljudje morajo biti dovolj pametni, da se vprašajo, kaj si pa oni želijo. Hvala Bogu, v Sloveniji je ta ozaveščenost kar močna. Se ljudje že zavedajo, a cepati otroke, ali ne, kaj, kako. Nažalost moram povedati, da tudi jaz sem se prepoznal, imam 3 otroke in sem se prepozno ozavestil. Ta objava, kar je bila objavljena po letu 2014, tako da so moji otroci večinoma že cepljeni. Ampak če bi še enkrat mogel iti skozi to, jih sigurno ne bi dal več cepiti. Lahko ta naglase dobimo še na kakšen drug način, kakor preko cepljenja? Mislim, da največja nevarnost je tukaj, zdaj. Ga proizvajajo tudi nekateri mikroorganizmi, ampak ne v tej meri, da bi lahko ohromil naš imunski sistem. Mislim, da so te zdravniki ugotovili, da je največja nevarnost tukaj preko cepiv. To je en trojanski konj, ki ga dobimo noter, ki potem deluje celo življenje in zmanjša efektivnost imunskega sistema. Imunski sistem je pa alfa in omega vsega. Bi lahko rekli, da je pravzaprav to tudi eden izmed razlogov, zakaj tako nore statistike rakavih obolenj po celem svetu dejansko. In tukaj govorimo o tem, da ne vem, včasih, imaš raka, v redu, si 60-70 let star, ne? Zdaj se to dejansko dogaja pri mladih otrocih, pri deklicah, pri najstnicah in najstnikih. To ni več normalno. Mislim, tukaj dejansko nekaj ne štima, da ne govorimo o drugih stvareh, kot so tudi kakšni sindromi in tako naprej, ki pridejo, velikokrat govorijo iz naslova tega cepljenja. Ampak kako to znanje uporabljate v vašem centru CanSafe? Poglejte, tako kot ste sami rekli, skoraj da noben več da ne pozna nekoga, ki je imel slabo izkušnjo z cepljenjem, da je recimo, jaz osebno poznam veliko ljudi, ki so po cepljenju otrok zboleli ali relativno takoj, par tednov ali par mesecev, zboleli za težkimi boleznimi. Ne samo rak, gre tudi za avtoimune bolezni, nevrološke bolezni. In dejansko je povezano. Zdaj je v Ameriki tudi prva tožba dobljena, to je objavljeno na internetu, da so dejansko dokazali, prvič, to je zdaj presedan, da zaradi cepiva je otrok zbolel za avtoimuno bolezen. To je zdaj prvi primer in zdaj se bo sprožil plaz tega še ostalo. Zdaj pri nam, kako se borimo? Obstajajo podjetja v svetu oziroma posamezniki, ki so se odločili za sintetično proizvodnjo oziroma sintetično obstaja pa tudi organska proizvodnja GCMAF-a. Jih preganjajo, zelo jih preganjajo, ker je to tabu tema. Bila je firma v Ameriki, so jo zaprli, potem je v Angliji, so jo zaprli. Zdaj sta 2 firme v svetu, ki se ukvarjate s tem, se pravi koncentriran GCMAF, se dobiva, se pravi, ali intravenozno ali oralno zapit, potem ga spakirajo v jogurt, zaradi obstojnosti je v jogurtu, ali v svečkah, supozitorijih. In dejansko so odzadaj raziskave, da po uživanju GCMAF-a drastično pade nagalejs. Nagalejs je recimo mednarodna meja nekje do 0,65, to je angleška, ameriška, pri nam, evropska, pa v Sloveniji je meja do 28 enot. Ljudje, ki smo jih mi poslali na testiranje v Adria Lab, privatni laboratorij v Ljubljani, dejansko to ne opravljajo, pa pošiljajo v Nemčijo.
kri. Večina ljudi je imela obolelih na Galejs na maksimalni meji ali čez maksimalno mejo. Jaz sem imel do zdaj samo 2 primera, da je bil pod maksimalno mejo. Kar govori o grozljivih realnih podatkih, da je dejansko se res dogaja. Kar je še hujše, ko so te ljudje oziroma moje stranke oboleli, njihove družine dale testirati kri na Galejs, da so imeli nekateri enako visok ali celo višji na Galejs od tistih, ki so imeli raka. Se pravi, da so to tempirane bombe v telesu. Se pravi, imunski sistem je ohromljen, ne more funkcionirati, sinteza D-vitamina ne deluje, makrofagi niso v kondiciji, limfocitov ni dovolj, če jih je dovolj, niso aktivni, spijo. Tako da to so v ljudeh tempirane bombe, ki samo čaka, da pride bolezen in imunski sistem ne bo odreagiral. Tako da jaz pravim, če kdor ne verjame, naj se gre testirati. Obstaja varianta tudi, da se pošlje kri na Nizozemsko, v Belgijo ali pa prek Adria Laba, da se te rezultati dobijo. Številke najlažje. Tja sem tudi jaz že šla nekajkrat na testiranje, zgolj zaradi tega, ker me je zanimalo, pa da kot vegan drugim povem, da sem več kot zdrava in da imam vsa hranila, ki jo moje telo dejansko potrebuje in da nisem na pol prazen žakelj, tako da ja, sem že šla tja testirati tudi sama. Ne morem verjeti. Zdaj tukaj imava tudi celico, bi nam lahko mogoče na tej celici zelo povečani malce pokazal, na kakšen način to vse skupaj deluje? To je zdaj slika, ena taka shema zdrave celice, ki ima pač svoje jedro, nukleus, ima svoje mitohondrije. V mitohondrijih se tvori energija, tukaj je celična membrana, ki mora biti, bi rekel, taka lepa, z maščobnega tkiva, ki ima lukance, se pravi, skozi lukance vsrkava vodotopne snovi, skozi maščobno tkivo, membrano prepušča masnotopne snovi, poenostavljeno rečeno. Membrana ima znotrajne strani takele mečkane zavihke, v katerih so zaloge hranilnih snovi in mineralov. Problem nastane takrat, ko se hranimo nezdravo, pridejo težke kovine, noter težke kovine imajo tak elektromagnetni naboj, da izpodrinejo zaloge mineralov, jih dajo ven, minerali grejo ven iz celice in se tukaj kopičijo težke kovine v celicah. Seveda vse to potem pridejo zraven še notri prosti radikali in to, se pravi, prosti radikali s temi težkimi kovinami in metali lahko poškodujejo v nukleusu, se pravi v jedru, lahko naredijo poškodbo na DNK-ju. In tukaj nastaja problem. To je eno živo bitje, ki mora imeti to, kar mora imeti za življenje in ne sme imeti tistega, kar pač ne sme imeti noter. In če celica mutira, to pomeni, da je bolezen tukaj. Točno. Odlično. Mislim, ni odlično, ampak fino je, da se zavedamo teh stvari, ker za zavedanjem bomo potem lažje tudi razumeli vse, kar se dogaja, predvsem pa naredili tiste spremembe, ki jih imamo. Tukaj je še ena zelo zanimiva zadeva, v kateri bi jaz najavil mogoče za naslednjo oddajo. Govorimo o celičnem spominu, ker vsi pravimo, imamo naš zavestni spomin, podzavest, pa celični spomin. To je tistih 80% DNK-ja, za katerega pravijo junk DNK. Junk DNK. Ko niso vedeli, zakaj pa je to. 20% so ugotovili, razvozlali, da je točno povezano z našim fizičnim telesom. Tistih 80% je pa celični spomin. Vsaka celica ga ima. Tukaj je pa spomin, bi rekel, na vse, kar se nam je zgodilo v življenju. Od fizičnih procesov, mentalnih, čustvenih, celo nosimo vse zapise naših prednikov tukaj noter. In to je ta celični spomin. In to je treba pozdraviti na celični ravni. Domino efekt naredi. Najlepša hvala za vse, kar si posredoval. Evo, spoznavali bomo še naprej, sicer pa, če vam je bilo všeč vse, kar je Draško povedal, na YouTube kanalu poglejte še ostale zadeve. Večkrat sva že govorila tudi o celični membrani in o vsem tem, kakšne rezultate imajo oni sami v Sloveniji in tudi kaj počnejo v zasebnih klinikah po vsem svetu.
Vse te informacije najdete, tako da brez skrbi na klepetobkavi.si. Sicer pa naslednjič, kot sva rekla, celični spomin in o tistem delu junk DNA, ki niso vedeli, kaj je, pa so pa kar rekli, ne, to je za smeti, to nima nobene veze. Še kakšna informacija, pa se veste. Hvaležno pozdravljeni. Evo, na hitro bi vam rada razložila eno zadevo. Tole ste videli in risali že v osnovni šoli ali pa prvi uri psihologije, ki ste jih dejansko imeli. Mi se zavedamo tega dela, se pravi majhnega dela, ki mu rečemo neka zavest, kjer smo mi v nekem alfa stanju, kjer vemo, kaj se dogaja, oziroma ne vemo, ampak pustimo zdaj to. Spodaj večji del je pa v bistvu podzavest. In to, kar je v bistvu tukaj, vpliva neposredno na našo zavest. Zdaj pa gledajte, kaj se dejansko zgodi. Če imaš ti eno ponavljajočo misel ali pa neko ponavljajoče dejanje, se pravi, ne vem, voziš se v avtomobilu, vidiš policaje, zmeri boš pogledal, se boš ustrašil, boš pogledal, koliko vozim in boš dejansko znižal hitrost. Se pravi, ko pride do neke ponavljajoče misli, čustva in posledično tudi dejanja, pride do tega, da se oblikuje nek vzorec, ne? Se pravi, zmeraj, ko se zgodi to in to, se zgodi to in to. Se pravi, akcija, reakcija, vzrok in posledica. In ker se to ponavlja dejansko, se izoblikuje določen program. In če imamo mi v naši podzavesti, kjer se ti programi nahajajo, se pravi podzavesti se nahajajo, če imamo mi destruktivne programe, ne vem, da si ne zaslužimo tega in tega, da smo zmeraj razočarani v ljubezni in tako naprej, v našem zavestnem življenju nikoli ne bomo mogli priti drugače, ker smo programirani. Lahko pa se programiramo tudi na dobre stvari. In če se programiramo na dobre stvari, se nam bodo takšne tudi dogajale. Ampak zato, da pride do programa v našem življenju in zato, da imamo mi v podzavesti nek program, ne pride vedno po temu sistemu, kakor sem ga jaz tukaj napisala, ampak se da ljudi tudi programirati. To pomeni, da imamo vsajeno, usiljeno določen vzorc, neke misli, čustva in tako naprej, ki so usiljeni, ki pridejo od zunaj, tega sploh nismo mi ustvarili. In danes bomo govorili o tem, kako poteka masovno programiranje ljudi. Matjaž Obranovič je v naši družbi svojo spremljevalko. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Se pravi, dejstvo je, da masovno programiranje ljudi poteka. Kaj je tukaj namen, oziroma mogoče za začetek, na kakšen način nas programirajo? Preko česa? Se pravi, programirajo nas že kot otroka, nerojenega otroka v materi. To je prvo, kar. Ker okoli nas so te, rušilni valovi, ki stalno vplivajo na nas. Se pravi, potem začne se že tukaj pri glasbi, ne? Se pravi, če mati veliko poslušajo te rušilne rock glasbe, ki nima 432 Hz vzorčenja, je to že rušilno za človeško telo. Se pravi, že vibracija, frekvenca je informacija. Informacija in zavest je informacija, to je glavno, ne? In recimo 432 Hz glasba ima lepo valovanje, lepo, skladno, ona ima pa tako, ne? Se pravi, kvadratno, kjer se valovi odbijajo in en drugega, se pravi, so rušilni valovi, niso skladni, tudi niso 8-herčni valovi. In se pravi, potem nas programirajo v osnovni šoli. Se pravi, se dogaja od rojstva že naprej ta socialni inženiring. Za našim rojstvom, za naše korporacije, ki nad nami vladajo, tukaj v svetu vlada okoli 140 korporacij, teh ta glavnih, ne, in pa še ostalih teh podložnikov, ne, se pravi, za njih smo vredni $100,000.
kot človeško meso, kot človeška hrana. Plus tega potem na teh trgovskih središčih v našem sončnem sistemu, ne, smo vredni veliko več. Na Zemlji, se pravi, je pa vse obrnjeno, kot sem že povedal, na predavanjih na glavo, dobesedno na glavo. In če vidiš recimo primere iz sedanjega življenja, ko se sprašuješ recimo, zakaj na semaforjih stojimo pri rdeči luči, ko nobenega ni, da ne smeš zapeljati v desno, vidiš, da tukaj se nekaj dogaja. Se pravi, namensko povzročanje kaotičnih situacij. S tem, ko je pa človek v kaosu vsak dan, se telo kisa in ko se telo kisa, nastopi bolezen. Se pravi, namen je, če dalje bolj z 10-krat prebivalstvo skozi tihe vojne, ne skozi te glavne... Se pravi, vojne v današnjem času niso vile pa pištole, tako, ampak je... Orožje za tihe vojne in to je ravno ta tehnologija. Ne? In recimo ta glavna zlobna osebnost, po mojem mnenju, ki je, ne, mislim, da je star sedaj 94 let, Henry Kissinger, ne, nas ima za nepotrebne jedce in mislijo ta plan dejansko resno uresničiti, se pravi, prebivalstvo znižati na 500 milijonov skozi razne oblike. Ne? Se pravi, za njih smo samo oxygen wasters, se pravi, uporabljamo kisik. Tako, tako. Ja. Hvala Bogu, da imamo drevesa. Ne? Ja, absolutno da. Po njihovi razlagi. Ne? Zdaj, 11.5. prihajamo v Koper, tam se bo veliko govorilo tudi o programiranju in vseh teh zadevah. Je pa res, da se 8.5. začenja pri nas v Ljubljani tudi tečaj meditacije z Tadejem Pretnarjem. Ravno zaradi tega, da bi ljudje našli ta svoj dostop do podzavestnih programov in jih na takšen način tudi presegli, ne? Ker gre se tukaj za to, da presežemo te določene stvari in meditacija ni beg, je dejansko soočanje s tem. Ti sam meditiraš, si vzameš čas za mirno sedenje, dihanje, pozornost in tako naprej? Absolutno, ampak v glavnem pa vse po noči, in to najbolj fajn je delati po 2. uri zjutraj. Takrat se telo popolnoma, ne samo, da se umiri, ni teh zunanjih motenj. In ena dobra stvar je, ne, to povemo vsem, pač, ki meditirajo, moče tudi tebi, če ne veš, zelo dobro se pokriti z rjuho. Z jasno tem kocem, ki je izvolna. Ne. Da še tisti vplivi, ki prihajajo, da se jih pač dejansko odstrani. Ne. Kaj si mi hotela vprašati še naprej? Hotela sem te vprašati, recimo, čas je, da mi se zavestno odločimo, da bomo določene programe zbrisali. Tudi David Icke je rekel, delete the program, se pravi, zbriši ta program. Ampak mi ga ne moramo zbrisati, če ga ne prepoznamo. Sigurno, ker dejansko živimo v hologramu, celotno vesolje je hologram in naša zavest je taka, oziroma naši možgani, ker so razdeljeni na levo in desno možgansko poloblo, tega dobesedno ne dojemajo. Šele ko smo v tej ekstazi 8 Hz, takrat maske padajo dol. In naši programeri, ki so stari več kot 500 000 let, ki so prišli na Zemlji, so to naredili namensko. Zakaj? Da nam vladajo še sedaj. In matrica je tako močna, da je težko prepoznati realnost. Kaj je zate matrica? Zate je matrica vse tisto, kar je dejansko lažno v tem svetu. Lažno je pa dejansko vse. Vse je lažno, ker mi smo bitja svetlobe, to prvo. Mi smo večna bitja, neskončna bitja, neskončno, se pravi, nismo smrtni, smo neskončni in nismo telesa, mi smo že razsvetljeni, to je prvo, kar je. In če samo to človek prepozna, ne rabi hoditi na nobene delavnice, nikamor, ker pa so to pripomočki, meditacije, se pravi, te kamni, levo, desno, je pa to, se pravi, pripomoček za človeka, ki nima očal, začne brati vsakdanje novice. Če pa prepoznaš v sebi to, kar si, odpade iluzija po popolnosti. In to je bistvo. Zelo zanimivo mi je namreč to, da, kakor si rekel, ne, se pravi, orodja kot taka in tudi, kako je David Icke rekel, ljudje, ki iščejo spiritualnost ali pa iščejo neko duhovno razsvetljenje, pa mislijo, da morajo delati zanj. Kako je fajn povedal, ko je rekel, mi smo že razsvetljeni, samo to čebulo moramo olupiti. Se pravi, plasti moramo olupiti. Ampak dejansko, če pogledaš recimo tako, v šoli nas naučijo o tem, da se je dobro v življenju ustaviti, malo zmeditirati, malo pomisliti, kaj se ti dogaja. Ne povejo nam, da obstajajo, ne vem, tektiti, moldaviti, zvezdni kamni, ki prinašajo to visoko vibracijo. Ne povejo nam te stvari. Te informacije so bile večina časa namenjene samo izbrancem, medtem ko je obilje
dano vsem, tako. In to po Božjem zakonu. In oni nas tukaj dobesedno vsakodnevno režejo od tega. Jaz sem že enkrat povedal to eni privatni skupini, se tudi lahko tukaj povem, da jih ima, se pravi, nigerijska kraljica v izgnanstvu, živi v Londonu. Te zvezdne kamne, ki imajo tako visoko vibracijo, da ustvarjajo dobesedno, se pravi, antimaterijo. In če so izpostavljeni, se pravi, sončni svetlobi, eksplodirajo. In imajo tako visoko zavest, da oseba, ki ni ali ni inicirana in nima dosti visoke zavesti, se pravi, v njihovi roki eksplodira in ljudje postanejo nori. In to je to, se pravi, vedno moramo imeti plaz za plastjo to čebulo lupiti pri samem sebi. Problem je pa v tem, kjer smo mi že v rojstvu, dobesedno, to je pa druga stvar, če jo povem, tudi v teh skupin iz višjih sfer, tudi eterično implantirani, kar je po eni strani prav je pa zato, se pravi, da lahko postopoma mi to svoje breme nosimo. Ker če bi to se naenkrat zrušilo, se pravi, ne bi vedeli, kje smo. Ali smo na zemlji, ali smo kot drugot, ali smo v duhovnem svetu, ali smo tukaj. In zato je ta božji hologram postavljen tako, da duše, ki so prišle tukaj na zemljo, se postopoma učijo. Se pravi, v tej najtrši varianti, na tej bolj zgoščeni varianti se učijo tega življenja in vseh teh izzivov. Te civilizacije, ki so pa nad nami, pa to gledajo in se tudi one učijo pri tem. Se pravi, gre za interakcijo, izmenjavo, z besedo, ali pa izkušenj. Danes torej tematika, kako poteka masovno programiranje ljudi. Zdaj pa recimo, jaz se sama pri sebi soočam z takimi situacijami, kjer si rečem, ok, čakaj malo, kdo je tu nor, Zdaj, obstajajo dokumentarci, ki govorijo o tem, kako se masovno programira ljudi. Bom povedal, ja. In javno govorijo o tem, ja, mi svoje kupce preko teh vibracij, ne vem, preko televizije, preko radija, na takšen način, recimo, ne vem, z embalažo in tako naprej. Javno se govori o tem, kako se ljudje manipulira, da pride do tega, da ne vem, nekaj kupijo ali pa ne vem, kakorkoli. Ljudje to vejo. Ampak kar je tukaj zdaj čudno, zakaj ne reagirajo na to? Zakaj ljudje ne rečejo, alo, čakaj malo, ko se pa greste vi? Čakaj malo, jaz sem človek, jaz imam dušo, sem božje bitje, ne vem, kozmosa, neponovljiva stvar in tako naprej. In mene se zdaj programira, zakaj to ljudje sprejemajo? Zaradi tega, ker so speči? Prvič, ker so speči, čeprav se igra, ta glavna igra se po letu 2012 zamenjala, se pravi, jaz sem to enkrat že povedal, da sedaj kozmos, ali pa celo Bog, ki je ločil sebe od te kozmične igre, ponavlja sedaj vse te najboljše dogodke iz teh svojih preteklih dogodkov, se pravi, ali pa življenj, če gledamo kot ljudi, pobira ven in jih združuje skupaj. Se pravi, ta časovna linija, ki je bila negativna, se sedaj obrnila v pozitivno. Če pa se vrnemo sedaj na programiranje ljudi, jasno, da se ne morejo spomniti, ker je toliko tukaj prisotnih v vsakodnevnem življenju kemičnih teh motilcev, potem, ki motijo DNK, od tega mononatrijevega glutaminata, potem aspartama in tako naprej. In ravno te motilci potem vplivajo na človeško zavest. Če grem pa na osebno, ali se pravi skalo ali pa primer, ne moj osebni, ljudi, ki so to doživeli, se pravi, da imamo lažne recimo napade, bombne napade, tudi recimo to, kar je David Icke predstavil v Chicagu, kjer so predstavili lažni bombni napad, ampak v tej smeri, da ni bil to napad teroristov, ampak ljudi, ki so bili programirani. Tako imenovani mandžurski kandidati. No, te ljudi se pa programirajo tako, da se jih že pri pri starosti 4-5 let, se jih odpelje v te podzemne baze. Ena taka podzemna baza je to recimo v Angliji, ki ljudje sploh ne vedo, da je v Berkshireu, temu mestu. In tam je kao skupaj baza, NATO baza, pa angleška baza, pa ameriška baza. Pravi 3 baze skupaj, od spodje pa ta podzemna baza in tam ljudi masovno programirajo. Ena taka ženska, ki je bila notri pri starosti že 4 let, ko so jo programirali, se pravi, na vse možne načine, za torturo, levo, desno, živela dobesedno v kletki, videla samo svojega učitelja. Potem so pa odpeljali na služenje na Mars, v tisto floto, temno floto. In ko se je vrnila nazaj, so jo pustili, in to za dobo 25 let. In ko se je vrnila nazaj, so jo vrnili točno na tisto referenčno točko, kjer je bila takrat vzeta gor. In bo razlika samo 15 minut. In
ženska se tega spomnila kot otrok. In je mami rekla, ki je dobila na pragu, pravi, mene so Marsovci vzeli. In ker so bili starši njeni, se pravi, so bili člani te Kristusove družine, to so dejansko kot ena veja jezuitov, dobesedno ljudi, ki so programirani, so najprej kaj naredili, otroka odpeljali k temu človeku, ki izganja demone iz nje. Ne? Ampak kaj še bolj pomembno, ona je služila nacistom in je začela govoriti nemški jezik, ki se je nikoli ni učila. Ne? In tukaj ima še en krasen dokaz, ne? In še danes govori nemščino. Ne? In je tudi v tej svoji zaupni, rekel, oddaji povedala par takih stvari, ne? Za takim naglasom, ki je, se pravi, Američan nekako ni sposobno, ne? Recimo. Kot da bi šel, recimo, zdaj se oponašati enega prleka tam, kjer nisem sposoben tega izgovora. Tako je ona to povedala. In kaj se je gor dogajalo, sploh so se dogajale grozljive stvari. In je povedala, da ljudi masovno gor čipirajo, ravno tako, in to te naše agencije z DARPA načelo in tako naprej, in korporacije, kot so Google, kateri lastnik je isto, Bill Gates v ozadju, večinski lastnik, ne, pa te združbe kraljeve in tako naprej. Torej, tukaj je za masovno zadevo na veliki skali. Ampak recimo to, kar si zdaj povedal, ne? Se pravi, nje ni bilo 15 minut, ne? Ja. Iz zemeljskega časa, gor je bila pa 25 let, ne? Ja. Dejansko to se ljudem zdi nepojemljivo. Absolutno. Zaradi tega, ker nas so učili, da čas teče samo naravnost. Linearno, se pravi naprej. Minuta ima 60 sekund, ura ima 60 minut, ampak to so dogovorjene stvari. Absolutno. In tako tudi naših pameti oziroma možganih tudi imajo. In recimo eden dokaz, da čas vendarle ni tako enoplasten in linearen, je to, ko greš nekaj delati, kar ti je fajn, ker ti ura kar zleti. Ker pa, ne vem, si nekaj živčen, je lahko pa minuta ti 1 uro dolga. Ja, in mi smo recimo pred leti v eni skupini že to delali na tem, ne, in se da res ustaviti, čas se da dobesedno ustaviti, če delaš take vaje. In to je dokaz. Zakaj pa tega pol na predavanjih ne delaš? Zmeri ljudje govorijo, da bi lahko še 3 ure predaval. Ja, ker mi je pač v tem, pač, da čim več povemo. Ne? Ja, evo, 11.5. v Kopru bomo poskušali ustaviti ta čas, da bo predavanje daljše od 2 ur, teh zemeljskih. Bomo videli, kako nam bo uspelo. Se pravi, 11.5. v Kopru predavanje z Matjažem, potem je pa v bistvu tisti vikend, 12., 13., 14. imamo pa vikend za dušo, tako da v bistvu ostanemo mi na Primorskem, imamo potem v Strunjanu naprej vikend za dušo, ampak 11.5. pa torej v Kopru prvič predavanje. V Kopru se boš usmeril na kaj? Imaš že kaj, mogoče že kaj čutiš, kaj je trenutno najbolj pomembno, ker jasno je, da ne predavaš po spisku ali pa po naprej pripravljenih zadevah, ker moraš začutiti določeno stvar. Samo to, glavno bo, se pravi, usredotočenje na razmere, se pravi, v sončnem sistemu in pa, se pravi, da predstavimo javnosti te tako imenovane znanstveno-fantastične supervojake. In to so ravno te kiborgi, ki postajamo tudi mi sedaj. In to je zelo pomembno. Ne? To je prva stvar. Potem pa razmere na Antarktiki. Ravno pred dnevi sem dobil tudi dokaze, ne, kako so, in to govorim že 2 leta, od takrat, ko si šla ti dol na Šrilanko, ne, kako celi kosi NLP-jev padajo na zemljo, no, in pred dnevi je en tak velik kos padel, zakaj, ker se še zmeraj dogaja ta velika kozmična bitka v našem osončju. In padajo celi kosi dol. No. In tu v tem, recimo, dokumentarcu pokaže kamera, kako priletijo ta črna plovila, se pravi črni helikopteri, šerif, cela vojska teh, se pravi, dodatnih ljudi, ne? In ljudje ne smejo zraven. Zakaj? Govorijo pa, da tam pač padlo nekaj in kaj. Ne? To je to, ne? Ja. Najlepša hvala za vse informacije in nadaljevanje, kot smo rekli, 11.5. v Kopru. Hvala lepa, Matjaž. Hvala tebi. Takole, no, o temu programiranju kot takemu in kako lahko določene stvari, ker dejstvo je, ne samo, da smo programirani od začetka do konca iz drugih strani in dejansko z vsajenimi nekimi programi. Mi sami imamo to moč, če se odločimo za to, da se bomo ukvarjali s sabo, da te programe prepišemo oziroma prepišemo tiste, ki jih želimo prepisati in pa izničimo tiste, ki jih ne želimo več, ki vidimo, da nam v življenju ne delajo dobro.
Vse to učimo, se pravi, in na tečaju meditacije s Tadejem Pretnarjem, ki se začenja 8.5. 5 srečanja in tudi ena taka čisto simbolična cena, ravno zaradi tega, da se ljudje naučijo konkretnih orodij, s katerim si lahko potem pomagajo, in pa vsako leto gremo za en teden na Iš, se pravi 7 dni gremo na Iš, kjer pa v bistvu v 7 dneh se zgodi celoten ta proces, kjer pride do odpuščanja, spuščanja, prepoznavanja programov in tako naprej in tako naprej. In ljudje vidijo, kako pomembna in kako močna je dejansko resnica. Še kakšna informacija na klepetobkavi.si, sicer pa, če nimate dostopa do interneta, na 02 6200 230 lahko prejmete vse informacije. Olej, koliko je zaspan. Pozdravljeni, ko te nekdo vpraša, kako si danes, rečeš, ja, fajn, v redu. No, ampak po statistikah bi lahko rekli, da vsaj 25% ljudi laže. Govorimo namreč o statistiki depresije v Sloveniji, ki kaže grozljive rezultate. 500 000 antidepresivov naj bi na leto predpisovali zdravniki, poleg tega pa 25% slovenskega prebivalstva naj bi bilo v depresiji. Ampak poglejmo zdaj še drugo stran, se pravi 25% ljudi naj bi bilo v depresiji, se pravi, rekli smo, več žensk kot moških, ampak po drugi strani pa je vendarle tako, da velika večina oziroma vsaj polovica ljudi naj ne bi poiskali niti pomoči, kar se depresije tiče. In če vzamemo zdaj še to polovico, pridemo na koncu do tega, da je pravzaprav pol Slovenije v depresiji. Kaj depresija je? Kaj je vzrok za depresijo? In na kakšen način se lahko tega lotimo, ker ti, se veste, kjer je volja, je tudi pot. Zdaj, kako to voljo prinesti nazaj v življenje, o tem bomo danes govorili. In v moji družbi, fajn družba, fajn ljudje, Minka Gantar, svetovalka za zdrav življenjski slog, avtorica knjige Ko imajo hormoni žur, Robert Bric in pa doktor Možina, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj, če pogledamo depresijo kot tako, veliko se uporablja ta izraz, ampak kaj doktor Možina pravzaprav označuje depresija kot taka? V medicinskih krogih označuje nek nabor simptomov, kot pravimo, in to imenujemo sindrom. Govorimo o depresivnem sindromu. Glavni znaki so potrto razpoloženje, pomanjkanje volje, zmanjšan interes za tisto, kar me je včasih veselilo, motnje spanja, potem apetita. Potem so črne misli, včasih tudi mislijo na samomor, kadar je depresivnost globlja, lahko pride tudi do poskusov samomora. Občutki krivde, občutki manj vrednosti in tako naprej. Zdaj, če ta stvar traja 14 dni najmanj, večji del dneva, in da so prisotni glavni ti simptomi, ki sem jih naštel, potem se zdravnik pač odloči, da postavi diagnozo velika depresivna epizoda, kot se reče. Druga oblika depresivnosti, ki je najbolj pogosta, je pa, da je nekako kot del osebne strukture, in se pojavlja bolj pogosto ob raznih... Da je to del karakterja že, da si bolj nagnjen k pesimizmu. Tako, to so te melanholični karakteri, kot pravimo, in ta se pa pojavlja potem ob manjših sprožilcih, lahko bolj pogosto kot pri drugih ljudeh. Robert, zdaj nekateri pravijo, oziroma sploh glede na te statistike, so kar vzeli, kakor se depresija je normalen proces staranja, pa sploh potem, ko zgubiš malo vlog v življenju, otroci odrastejo, grejo in tako naprej, in dojemajo, kakor da je pa depresija vseeno naravni del življenja, pa vendarle ni temu tako. Vse ne bi smelo biti. Kako ti gledaš na to?
Ja, upam, da ni in da če je tako mišljenje, da ga bomo spremenili, ker tako mišljenje vodi na tanko v katastrofo. Ne more biti naravno, če pogledamo, se primerjava mogoče zdaj ne bo najbolj na mestu, ampak če pogledamo živali, ki so v naravi, niso depresivne. Depresivne se, kadar jih zapremo. Ne? Ljudje postanejo depresivni, ker nimajo izpolnjenih potreb in potem pride do nezadovoljstva in to kronično nezadovoljstvo, če je stalno nezadovoljstvo, postane kronično vse skupaj in potem pademo v depresijo. In ne vem, če je povezano z staranjem kot takim, tudi ker imamo zdaj en trend, ki je tudi zame grozljiv in to je nižanje meje, kjer se ta depresija začenja. Imamo otroke že na antidepresivih, kar je bilo, ko sem bil jaz majhen, sploh ne vem, če smo depresijo zanjo vedli, zdaj je že vsak depresiven. A ne vem, a postaja moderno, ali kaj, mislim, malček smo šli falit, se reče po naše. Minka, midve se rade potepava, ne? In kaj sem opazila recimo pri tebi je to, da ti hitro prepoznaš človeka, ki je na antidepresivih. Praviš, da mu vidiš v očeh oziroma že na njegovem obnašanju. Kako ti to uspeva? Dejansko v očeh, ravno zadnje sva bile nekje, ne? In sem rekla, poglej, gospo, oči, je tako, kot bi bila hipnotizirana, kot da ne bi imela tiste ta prave energije, tiste volje do življenja in na to, če se še nalije mečkana alkohola, to je kozarček 2, se mi zdi, da bi, kot da dobijo rdeče kolobarje. Ne vem, enostavno se jim vidi, da ni ta pretok energije ta prav, da enostavno, kot da ne bi bili oni. Kaj antidepresivi v bistvu sploh naredijo, kar se hormonov tiče, teh poštarjev, prenašalcev in prinašalcev v telesu? Dejstvo je, da vse tablete, kar se tiče hormonske tablete, tudi antidepresivi, izplavljajo B-vitamin. B-vitamin je pa ključen pri tem, da dobro delujejo možgani, da se obnavlja možganska obvojnica. In ko imamo pomanjkanje B-vitaminov, že samo znak pomanjkanja B-vitamina je razdražljivost, je popadljivost, je to, da enostavno nimaš ta prave volje. In recimo jaz iz svojih izkušenj povem, pri 3 majhnih otrocih sem takoj opazila, če mi manjkalo B-vitamina, da sem hitreje popenila. Pa nisem bila depresivna, ampak samo razdražljiva. In ko dodaš več B-vitamina, dobijo možgani material, hrano in se začne cela obnova. Prej smo se že pogovarjala, Robert, meni se zdi zelo čudno, da recimo zdaj, če sklepamo pol Slovenije ali pa rečemo v najboljšem primeru, kakor statistika pravi, 25%. Zakaj bi bili Slovenci v depresiji? Sama veliko potujem in ne vem, ko sem bila v Indiji, ko sem bila v bolj odročnih državah, tam pa res imajo mogoče za kaj biti depresivni, če bi človek pogledal tako na prvi pogled. Pa vendarle vidiš, da so srečni, še vseeno je to igra. Zakaj, na kakšen način? A je to pogojeno z tem obiljem oziroma blaginjo v državi ali je pogojeno samo z stanjem uma? Ne vem, če je bila narejena ta študija in tukaj lahko malo špekuliramo, samo vemo recimo statistike iz Amerike, kjer v Aspnu, kjer je dosti bogatih, je največ samomorov in tako naprej. Tako da obilje samo po sebi itak vemo, da sreče ne daje in sreča je povezana s čim drugim. Ne? In če gremo, si imel melanholijo, ki imamo mi slovenski pesniki in pisatelji, tisti, ki smo se učili, so vsi melanholični, so napol depresivni in nekaj je tudi v narodu, bi rekel, ker imamo različne narode. Najbolj srečna država zdaj so prišli ven rezultati, da je spet Norveška, zamenjala Dansko ali nekaj takega, ne. In mislim, da mi nismo glih v vrhu, ne. Mi smo zmeraj bolj tako. Najbrž izhaja tudi iz tega, ker smo bili zmeraj bolj hlapci in dekle skozi zgodovino in nismo bili zareč kot v Srbiji, ki so bili pa vojščaki, ne vem. Tako da je cel spekter enih stvari, ampak ko pridemo do posameznika, vse tisto je popolnoma nepomembno, ker pri posamezniku je pa specifika za posameznika, ki jo treba obravnavati. Doktor Možina, vi ste sicer psihoterapevt, ampak zelo dobro ste seznanjeni s postopkom, kaj se dejansko zgodi, se pravi človek pri sebi opaže, da je z neke slabe volje, da ima slabe misli in tako naprej, potem stopijo do zdravnika. Kako potem proces naprej poteka oziroma kako hitro sploh pride do teh antidepresivov, kaj šele mogoče do kakšnega obiska v Vojnikov polju in tako naprej? Ja, mislim, da kot psihoterapevt se mi zdi, da je tukaj še veliko rezerve, kako bi lahko zdravstveni sistem tudi boljše deloval. Zaenkrat je res tako, da je prva fronta zdravnikov, na katero se obrnejo ljudje, ki imajo težave, splošni zdravniki oziroma družinski zdravniki.
in tudi kar se tiče predpisovanja teh antidepresivov, so oni glavni, ki to delajo. Psihiatri se ukvarjajo z manjšino, ki ima globlje ali pa težje oblike depresivnosti. Žal, v Sloveniji še premalo se ve o psihoterapiji, da je ta bi bila pravzaprav prva in najboljša postaja za začetek in potem bi bila triaža nekako naprej od tu. Doktor Možina, psihoterapija ne zajema farmakološkega zdravljenja, se pravi nekih zdravil ali kako? Ne, edini, ki v Sloveniji lahko predpisujejo zdravila, so zdravniki. V Ameriki je to že drugače, imajo psihoterapeuti tudi pooblastila že, da lahko predpisujejo zdravila za izboljšanje duševnega stanja. Minka, ti pomagaš ženskam po vsej Sloveniji, na koncu tudi moškim. Kakšni pa so, zdaj smo videli, slišali smo statistiko, ampak statistika, to so samo številke, ti imaš pa resnične življenjske izkušnje, ker ti ljudje tudi pridejo k tebi po pomoč. Kaj si opazila? Je tega res tako veliko, kot smo zdaj govorili o teh statistikah, ali so statistike bile zmanipulirane zato, da bi nas bilo potem še bolj strah in da pademo v nek cikl? Dejansko je to, da vsak ta drugi je skoraj na antidepresivih oziroma ima take občutke, to, kar ste vi razlagal, in dejansko telo samo zemljevidi in kaže pomanjkanje. Tako da za moje pojme, ko ljudem, oziroma po izkušnjah, ko jim dodam določene hranilne snovi, enostavno začne telo boljše delovati. Recimo, zdaj, če pogledava že starejši, ljudje so rekli, nima soli v možganih. In to je že prva zadeva, če ti manjka natrija, ti enostavno ni ostale vezave, ne pride do B vitamina in enostavno se ti skisajo možgani. Ali pa, kar rečejo starejši, možgani so se mu skisali. Zakisane misli pa zakisano telo v bistvu vpliva direktno na to, da telo ne zmore tako delovati. Tako da tega je res ogromno, res pa so zadaj tudi potlačena čustva. Ne se ukvarjati s čustvi, bodi tiho pa potrpi, pomisli, koliko je ljudem še slabš kot je tebi in tako naprej. In vse to pride do začaranega cikla, iz katerega ljudje ne zmorejo več ven stopiti, mogoče tudi neka bolečina na srčni ravni, razočaranje in vse to pol privede do tega, da je bolj enostavno vzeti tableto in ne čutiti. Robert, ti si raziskovalec življenja, bi lahko rekla. Zagotovo si se v to poglabljal. Pri vsaki stvari, kot so se pogovarjala, najdeš neko osnovno enoto, nek osnovni motiv, zakaj pride do ene stvari. Je neka osnovna enota, iz katera vodi v depresijo, negativna misel? Negativna misel sama po sebi je lahko nek začetek, zato ker depresija se ne zgodi od ene misli. Depresija se zgodi, kadar je neko nezadovoljstvo kontinuirano in potem stvar postane kronična. Je pa seveda vse te psihološke zadeve, vsi ti problemi, ki jih imamo, izhajajo iz, bomo rekli, lahko negativnih misli. Potem pa to povežemo z nekim programom v podzavesti, ki se sprošča, kadar se v okolju nekaj zgodi. In potem imamo to, kar velika večina ljudi ne pozna in je škoda. To je obvladovanje podzavesti, kako funkcionira. In jaz sem malo razočaran nad sistemom, no, ne bom rekel razočaran, ni da jih jočem, ampak ker tisto, kar si ti omenil, mi bi lahko delali cel kup stvari brez tablet. Mi bi lahko ljudem pomagali, če bi jih malo ozavestili, malo informirali in ne bi bilo potrebno niti, da pride potem do tega, da bi padel v depresijo, ker bi se prej ustavil. Tehnike so preproste, saj to ni neka raketna znanost. Samo ne vem, komu ni v interesu, da bi se to pač razširilo med ljudi. Ali res ne veš, ali to je bilo retorično vprašanje? Zdaj hočem nekaj odpirati polemiko, lahko ugibamo, ne moreš, da vem, lahko pa, imam eno predstavo. Doktor Možina, Robert je omenil podzavest kot tako. Tudi vi imate v psihoterapiji svoje načine, kjer pogledate, kaj se pa vendarle tam dogaja, ker že v šolah so nas učili, da smo narisali tisto skalo, pa zgori je tisti zavestni, zavedni del, spodaj pa v bistvu podzavest. Na kakšen način pridete do tja oziroma kako tretirate paciente, ki pridejo do vas na psihoterapijo? Ja, ta beseda je mogoče malo zavajajoča, kot da gre za nekaj, kar je skrito očem, pa je treba kopati. V bistvu podzavest se skozi manifestira. Zdaj, ko se mi tukaj pogovarjamo, če bi gledal, kaj smo govorili, način, kako smo govorili, poudarke, ki smo jih dajali, zakaj smo res
recimo izbrali določen način odgovora na kakšno vprašanje, potem, če bi gledal naše gibe in tako naprej, to vse stalno zrcali aktivnost podzavesti. Skratka, velikokrat je tistemu, ki nas gleda, bolj dostopna celo kot nam samim, opazi določene, recimo dvojna sporočila, to je ena takih klasičnih stvari v psihologiji, da nekdo reče, joj, kako sem vesela, da te vidim, in ni glas nekako v skladu in to široko razprto zobovje kaže, da bi mogoče tudi malo griznila, ne bila sam prijazna. To se pravi, ta dvojna sporočila, velikokrat se človek tega ne zaveda, da kaže pravzaprav, poskuša skriti neko malo sovražnost ali pa nestrpnost do drugega, ampak mu uide preko teh neverbalnih in spremljajočih znakov. Tako da podzavest je odprta, zdaj samo vprašanje, kako v psihoterapiji in kdaj ljudi opozorimo na to, kako naredimo to, ker ko to narediš, je lahko šokantno malo za ljudi in se zaprejo, je to za njih prehudo. Kaj točno, ko narediš? Ko jim recimo poveš to, kar sem rekel, a veste, gospa, da... Ne delujete mi iskreno. Tako, da se mi zdi, da po eni strani vaše besede govorijo, da sem vam v redu, ampak vaš izraz na obrazu, vaši gibi, ton glasu mi pa kaže nekaj drugega, neko jezo ali kaj. In potem lahko drugi reče, ne, sploh nisem jezna, kje pa, se pravi zanikanje. Tako da ljudje imamo kup obrambno-varovalnih mehanizmov, da se kakor delamo, da podzavesti ni. Še posebno tistega, kar ne želimo videti. Zdaj, če pogledamo, kako živijo Slovenci preko Facebooka, bomo rekli, wow, mislim, luksus od luksuza, skozi se imajo fajn, skozi se počutijo navdihujoče in sploh, in vse in gor in dol in sem in tja, ampak kaj je pa v resnici? Ali se skozi družabna omrežja, skozi to tehnologijo, ki jo imajo zdaj na voljo mladi ljudje, pa tudi starejši, ali nam je to samo še ena dodatna maska, neka dodatna fasada, ki nam pa v bistvu onemogoča, da bi se mi izrazili to, kar v resnici smo? Kaj ti misliš, glede na to, da imaš 3 hčerke, najstnice, ki večina časa še vedno preživijo verjetno takole, a ne? Tako kot vsi mladi, predvidevam, da moje niso izjema. In dejstvo je, raj povem svojo zgodbo. Lansko leto je bilo zame osebno zelo naporno in naporno. Šolalo me je življenje in zaključilo se je eno obdobje. In ena gospa je rekla, in nikjer nihče ni vedel. Se rekla, misliš, da bom na Facebook napisala, da imam osebne težave, ne vem, v zakonu, pač na Facebooku objaviš sliko tukaj, si srečen, sliko tam, si srečen, se pravi, zunanja slika je, vedno si srečen, ampak v vsakem človeku, vsak ima obdobja, ko je bolj srečen, bolj zadovoljen in obdobja, ko ima pa kakšno stvar za predelati. In večji del pač takrat objaviš nek dogodek in zgleda srečen je, vedno je srečen. In dejstvo je, da Facebook je samo maska. Kaj je pa zadaj, je pa čist nekaj drugega. Predpostavljam, da potem depresivni ljudje, oziroma tisti, ki so že tako in tako razdraženi, to gledajo in rečejo, le un se ima fajn, le un se ima fajn, le un je srečen, un je zadovoljen, on je navdihujoč, on je bil tam, jaz sem pa doma sam s sabo. In pol gre si narediti kavo in slika kavo in jo gor objavi, da je on tudi navdušen. Točno. Zato je Slovenija zelena dežela zaradi zavisti, a ne? Kako? Odkje je prišlo, misliš, da je? Ja, kako pa? Zavistni smo se, to je nam v geni. Fovšarija dela. Jaz bi tudi dodal, da danes v družbi zadnja desetletja se je uveljavilo načelo splošno uživaj, bodi srečen, torej smo spremenili srečo v zapoved. In sreča ni več nek stranski produkt, kar je edino možno, srečo ne moš nikoli zagrabiti. Lahko nekaj delaš posvečeno, in ob tem dobiš... In bo sreča kot posledica. Tako, kot nekaj, kar je mimo grede, dobiš nenadejano, v nepričakovanem trenutku, takrat, ko ne računaš, takrat, ko misliš, da jo boš imel, je ni, takrat, ko ne računaš, na njo pride, to vsi vemo. Kot živo srebro. Ja. No, zdaj smo pa spremenili to v zapoved, da bi mogli biti kar skozi srečni. In seveda, kaj pol jasen stranski nujna posledica tega, da je točno kot ste rekli, če vidim
vsi okoli dajo ta vtis, fasado, vse nam gre super, ja, pa sem pa jaz res izjema. A ne, statistike kažejo pa točno to obratno, ne, trend, da je vse več nesrečnih. Najlepša hvala vsem za vaše misli, ki ste jih delili z nami. Hvala lepa. Evo, še kakšna informacija na /2v, klepetobkavi.si. Tam lahko najdete tudi takšne vodene meditacije in druge novice, ki vam lahko pomagajo najti pot v življenju, ki vas bo navdihnila in posledično prinesla srečo. Ker se veste, da drugače ne gre. Ne gre, da boste šli sosedi, pa da boste rekli, daj mi povej, kako sem jaz lahko srečna, kaj moram narediti, da bom srečna. Pa tudi v trgovino ne morete iti, pa reči, jaz bi pa danes 5 kilogramov sreče in ljubezni. Razmislite, kaj je tisto, kar lahko počnete v življenju, da boste še bolj srečni, da boste še bolj zadovoljni. In danes vam dam en izziv, pokličite nekoga samo zato, da mu poveste, da ga imate radi. Tako preprosto.